Vse smo se že navadili, zdaj že lahko uporabljam termin sprednji pogon in kratica BMW v isti povedi, brez da me štihne v ledvici. Ja, BMW-ja dvojko Active Tourer zdaj verjetno že poznate in ste celo kakšnega že videli na cesti. No, ko so ga napovedali, je bil zaradi sprednjega pogona predmet prave polemike, še posebej med BMW-jevimi fani. Nekateri še zdaj pravijo, da je dvojka pravi BMW samo, ko se pelje rikverc. Komaj smo se navadili enega, moramo zdaj celo vajo ponoviti. BMW 2 Active Tourer je zdaj dobil še večjega brata, Grand Tourer. V dolžino meri 4,55 metra, kar je dobrih 21 cm več, medosna se je podaljšala za 11, v višino pa je zrasla za 5 cm. In vse samo zato, da je dobil še tretjo vrsto sedežev. V osnovi ima seveda 5 sedežev, dodatna 2 zadaj z doplačilom, druga klop pa se pomika vzdolžno, kar je vedno fajn za kolena. A ja, zadnja sedeža nista normalne velikosti, tako da boste zadaj tlačili samo otroke, čeprav se da sedeti, pa naš Ganžeta. Na pogled boste res hitro zamenjali, saj je najbolj očitna razlika samo, če ga gledaš v rit, ki je zdaj bolj škatlasta in pač višja. V notranjosti pa je ista pesem kot pri Active Tourerju, zato je tudi na voljo toliko več različnih barv in materialov. Enoprostornik, torej prostor. Zaradi tega se boste tudi po večini odločili zanj, zato mora imeti tudi precej velik prtljažnik, a ne? Tu ne bo problema, sploh pri tem z dvema vrstama. Če pa imate tistega s tremi in zložite tretjo vrsto, dobite od 645 do 805 litrov prostora, če še drugo pa se pred vami odpre jama s prostornino 1905 litrov. Kljub temu, da zanesenjaki verjetno niti tega ne bodo priznavali kot pravega BMW-ja, čeprav pelje se odlično za takšno vrsto avtomobila, no, paketi opreme so bogati. Torej Advantage, Sportline, Luxury Line in paket M-Sport. Ta zadnji je za takšno pojavo mogoče nesmiselen, ampak lej, pri BMW-ju mora tudi to biti. Predvsem za nas Evropejce bo tale kompaktni enoprostornik na voljo z različnimi 3- in 4-valjniki, vsi so turbo. Od bencinarja bo prvi na lestvici 218i, ki ima 1,5 litrski stroj 100 kW, torej 136 konji, sam pa se vozim v najmočnejšem 220i, ki ima zmogljiv 2-litrski motor 141 kW, torej 192 konji. Vem, večina hoče dizle, zato so tu varčni 216D, spet z 1,5 litrskim 3-valjnikom in 85 kW, 116 konji, ter obljubljeno tovarniško porabo manj kot 4 litre. Potem pa še 218D in 220D, 4-kolesnim pogonom in 140 kW, 190 konji, s tem, da je tam serijski 8-stopenjski samodejni menjalnik, pri 3-valjnikih pa lahko izberete 6-stopenjskega. 220D X-Drive je hud, ampak je jasno tudi najdražji, že v osnovi 37 250 €. No, vstopnica v svet dvojke Grand Tourer pa stane 28 400 €. Glede cene ima vsak svoje mnenje. Tudi za iPhone ne da vsak 700 €, ker lahko za ta denar dobi že 7 drugih telefonov. Tale BMW je za tiste, ki želite nekaj več, obenem pa je še hudo uporaben. Poglejte vse rešitve, kot so mrežice za knjigice, odlegalna mesta, mizica z naslovljivima naklonom in višino, res veliko uporabnih rešitev za avto, ki je tako netipični BMW. Nemci v tem rangu še niso imeli avta, imajo pa cenejšo konkurenco, zato je njihova največja prednost, da so v bistvu edini med dragimi.